Friči! Sredi tak uspešek. Wow. Si se pa malo polenila. Kako polenila? Preskušam okolju prijaznejša vozila, ne? Prijaznejša vozila? Ja. To je sicer novo električno kolo. No, sicer sposojeno, ampak fenomenalna zadeva. Nobenih izpustov, pa polniš ga lahko kar doma prek električne vtičnice ali pa kakšne vetrne, sončne elektrarne, če jo imaš. Dobro, ampak naj me zanima elektrotehnika, ne ekologija. Ja, pa sej, ne, malo sem se pozanimala o tem poklicu elektrotehnika in ravno energetika je blazno aktualna zadeva. Boš v eni kavici vse razložila, Ajde. boš. Redni profesor, gospod dr. Andrej Predin, vi ste dekan Fakultete za energetiko. Kakšne študijske programe izvajate pri vas? Ja, na naši fakulteti tečejo 3 programi oziroma študijski program energetike na 3 stopnjah. Torej, izvajamo prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program, prvostopenjski univerzitetni študijski program in drugostopenjski magistrski študijski program energetike. Kako je pa z izobraževanjem samim poteka modularno? Kaj to pomeni? Torej, vsi naši študijski programi so zasnovani ali pa oblikovani po bolonjski shemi. To pomeni, da prva stopnja obsega 180 kreditnih točk, posebnost, torej druga stopnja 120 kreditnih točk in tretja bolonjska stopnja, ki je v pripravi, torej doktorski študijski program, prav tako 180 kreditnih točk. Naš študijski program je zasnovan tako, da iz prvega letnika, kjer študentje srečajo osnove matematike, fizike, mehanike, termodinamike, skratka osnovna znanja, energetska znanja, se v višjih letnikih potem modularno razveje, kar pomeni, da lahko študentje izbirajo različne module, to so paketi po 3-4 izpiti, kot tudi še izbirne izpite. Na ta način želimo jih nekako usmeriti v hidroenergetsko smer, termoenergetsko, jedrsko energetsko smer in stavbno energetsko smer. Ampak a veš, da smo šele na začetku različnih oblik izkoriščanja zelene energije, ne? In recimo energetika ima šele sedaj različne storitve, ki jih poznajo v telekomunikacijah že leta in leta. Zanimivo. Poznaš kak primer? Recimo smart grids. Smart grids. To so v bistvu pametna elektroenergetska omrežja. Kot neke vrste lepilo, ne? Povezujejo elektrarne, kjer energija nastaja, z različnimi električnimi vozili, ki jih bomo v bodoče še toliko bolj uporabljali. In ti boš recimo svoj električni avto lahko napolnil kar doma v svoji garaži in to z obnovljivimi viri energije. In to bo pomenilo cenejšo električno energijo za nas? V bistvu ja. Danes ste slovenska poslanka v Evropskem parlamentu in energetika je tudi zelo pomembna tema na nivoju Evropske unije. Energetika v zadnjih letih postaja res izredno pomembna tema Evropske unije. Energija je pač nekaj takega, kar ljudje potrebujemo tako kot vodo in hrano. Vemo pa, da ne samo, da je primanjkuje, da so viri energije končni, da bodo nekoč izrabljeni, vsaj te, ki jih zdaj poznamo. Vemo tudi, da energetika je tisto področje, ki najbolj onesnažuje naše okolje s toplogrednimi plini. Tako da to oba dva cilja, se pravi zagotoviti varno dobavo energije in energetiko očistiti teh izpustov toplogrednih plinov, je res eno od glavnih nalog evropske politike.